Dober dan, Angelca Likovič, dobrodošli, pozdravljeni. Dober dan, Me dober zelo dan. veseli. Mene tudi. Prišel sem vas vprašati o vašem telefonu. A nam ga pokažete, lepo prosim? Sem si predstavljal, da imate pa mogoče že bolj... Modernega. Bolj, Ja. bom rekel, uporabnega, no? Mož ima zelo modernega, pa uporabnega, pa v glavnem njega uporabljamo. Tega vam sam, kadar kam grem s sabo, če ga moram žal poklicati. Aha, drugač pa vzamete Uga, možev ja, telefon. možev Kaj pa povsem. na njem počnete? Kaj pa on zna? V glavnem vse sorte, tam se lahko računa, lahko se gleda razne zadeve, pošilja se elektronsko pošto, karkoli češ, ne. Samo tako, da ga kar zelo široko uporabljamo. Gospa Angelca, vas lahko vprašam kaj o bontonu pri telefoniranju? Recimo prvo vprašanje. Da. Kolikrat, če nekoga kličemo, kolikrat pozvonite, recimo? Pustite, da zvoni 13krat, 14krat telefon ali Ne prej? pustim toliko časa, pustim, da parkrat zvoni, Ja. potem pa ponavadi mu dam, mu dam sporočilo, Ja. da sem poklicala, da prosim, da me nazaj pokliče. Če pa tega ne, da nima tega, pa potem čez nekaj časa zopet pokličem. Ne moreš kar ne vem koliko časa. Kako pa se javljate na telefon, ko vas nekdo pokliče? Katere so prve besede, ki jih rečete? Rečem dober dan, če je podnev, ali dobro jutro, ali dober večer. Tukaj je Angelca Likovič, želite? Se vam zdi, da se je še potrebno predstavljati? Jaz mislim, da se je pa še kako potrebno, pa vsak dan bolj potrebno, ker po naših telefonih se nekateri izživljajo z grdimi besedami, sovražnimi govori in tako naprej. Skratka, kultura mora biti na vseh nivojih, gospod. A obstajajo kakšne napake, ki jih opažate? Jaz mislim, da telefonu ne smeš osebo žaliti, ne smeš kritizirati, Ja. ne smeš dati taka sporočila, da bi ga prizadel, da bi ne vem kaj, moraš biti zelo uvideven. Tudi če mu želiš kaj takega povedati, moraš zelo v rokavicah, da ne bo užaljen. Obstajajo kakšna zdaj nova pravila? A je sploh vljudno na pločniku se pogovarjati Jaz z moram nekom, ki ga ni tle? včasih je bilo to in, če se je kdo upal na Ja. pločniku pogovarjati, ali pa v avtu. Jaz mislim, da v avtu sploh ne, ker je lahko Seveda, ker pride je do nevarno. nesreče, to je nevarno, pa je prepovedano. Na ulici me zelo moti tisti, ki ima telefon, pa hodi po ulici naprej, Ja. pa na glas govori, da ga vsi lahko poslušamo. Če je kaj nujnega, če me nekdo pokliče, se ustavim, se nekam umaknem in rečem, oprosti, sem na ulici, se posneje slišva. To ni, ampak tega je absolutno preveč po ulici. Najlepša hvala, gospa Angelca. Nasvidenje. Me je veselilo, nasvidenje.